Predsednika slovenske in ruske vlade Janez Janša in Dmitrij Medvedjev sta na srečanju v Moskvi ocenila, da se odnosi med državama razvijajo dobro, da pa bi jih lahko še okrepili. Prvi mož ruskega plinskega velikana Gazprom Aleksej Miller, direktor družbe Plinovodi Marjan Eberlinc in namestnica direktorja plinovodov Sarah Jezernik so v prisotnosti Janše in Medvedjeva podpisali sklep o končni investicijski odločitvi družbenikov podjetja Južni tok Slovenija, ki predstavlja dokončno odobritev gradnje slovenskega dela plinovoda Južni tok. Poslanci so se sestali na izredni seji in na njej ne bi upravili splošno razpravo o paketu reformnih zakonov. Med njimi sta pokojninska reforma in reforma trga dela, ki še nista usklajeni s socialnimi partnerji. O vseh predlogih bo državni zbor opravil splošno razpravo in odločil, ali so primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. Minister za delo Andrej Vizjak je še pred današnjo splošno razpravo o pokojninski reformi in reformi trga dela dejal, da gredo zadeve v želeni smeri. Pri pokojninski reformi naj bi bili bolj uspešni kot pri reformi trga dela. Po njegovi oceni je časa za pogajanje o reformah še dovolj, če bo seveda volja. Socialni partnerji v skupini za reformo trga dela nadaljujejo obravnavo predloga zakona o delovnih razmerjih. Potem, ko so se v ponedeljek osredinili na dodatek na delovno dobo in na poskusno delo, naj bi danes obravnavali regres za letni dopust, pa tudi teme tehnične narave, kot so disciplinski postopki. Okoli 230 zaposlenih v Granitu iz Slovenske Bistrice je za petek znova napovedalo stavko. Delavci zahtevajo, da gre podjetje Granit gradbeništvo v stečaj. V podjetju Granit DD pa bodo stavkali, če delavci ne bodo do konca tedna prejeli vsaj 100 evrov na zaposlenega in potem takšen znesek vsak teden. To naj bi trajalo do polovice decembra, ko bo tudi znano, ali bo podjetje šlo v prisilno poravnavo. Stavkajoči delavci bodo zahtevali izplačilo dela avgustovske plače, plače za september, materialne stroške za oba meseca ter letošnji regres, pa tudi plačilo vseh doslej neplačanih prispevkov in odpravnin. Od danes je vožnja z avtomobili znova nekoliko cenejša. O polnoči so se namreč pocenili naftni derivati. 95 in 100 oktanski bencin sta cenejša za skoraj 3,5 centa, dizelsko gorivo pa za dobra 2,5 centa. Pocenilo se je tudi kurilno olje in sicer za dobra 2 centa. Jutri bo po večini oblačno vreme, popoldne se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne od 6 do 11 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije pa se bo pojavljala megla ali nizka oblačnost, ki bo lahko ostala tudi ves dan. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Po inšpekcijskem nadzoru zahtevajo razrešitev direktorja Doma upokojencev. Ali bodo člani senata pravne fakultete poslancu Borutu Ambrožiču odvzeli naziv magister znanosti? V sinagogi je na ogled dokumentarno likovna razstava o hrvaški umetnici Ruži Meštrović. Bodite z nami ob 18.